je nekoč v neki vasi živel en reven kmet, ki se mu je življenje zdelo težka, neprestana borba. Čeprav je zelo trdo delal, čeprav je živel skromno, previdno, iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec ni uspel nahraniti niti cekina. Prej nasprotno, mnogo dni, ko ima ženo cekinov zmanjkalo, da bi nekako lahko dobro živela. In zdelo se je, da po celem življenju trdega dela ni imel čisto nič več kot na dan, ko je prišel na svet. In ta reven kmet se je zato nekega dne oprijel ideje, da če bo kdaj kaj imel, se bo to preprosto moglo znajti pred njim. Si je začel želeti. Si je želel, da bi se kar naenkrat na njegovem ognjišču pojavilo bogatstvo. In to bi bil znak, da je tudi njemu namenjena sreča in da je to bogatstvo njegovo. In o tej ideji je zdaj razmišljal, ko je opravil vsakodnevno delo na polju. In nekega dne, proti poznemu popoldnevu je že šlo, ko se je on vračal iz polja, z mislimi ni bil več tam, hitel je domov in se je po nesreči z obleko zataknil za robitelje. Obleko si je strgal in ker tudi obleke ni imel preveč, je hotel poskrbeti, da se to ne bi več zgodilo. Je vzel motiko, je skopal okrog tistega robidovja, prijel, povlekel in robidov je spolil. In na mestu, kjer so bile prej korenine, je zagledal vrh velike lončene posode. Bil je zelo radoveden in je hitel tisto posodo odkopavati. Je kar z rokami kopal stran zemljo, da je zgornja polovica posode gledala ven, kazali, da tisti pokrov že dolg časa ni bil odprt. Tako da se je kar namatral, da je pokrov odprl. In ko ga je odkril, je noter zagledal polno srebrnikov. Bil je navdušen. Bil je res navdušen. Ampak ni bil navdušen dolg časa. Je začel razmišljati. Je razmišljal nekaj minut in potem je rekel, želel sem si bogatstvo na svojem ognjišču, zdaj pa sem našel to bogatstvo sredi odprtega polja. To bogatstvo ni namenjeno meni. Če bi bilo moje, bi se zgodilo tako, kot sem si jaz predstavljal, tako, kot sem si jaz želel. In je posodo zaprl, jo pustil tam in odšel domov. Doma je svoji ženi vse povedal. Njegova žena je bila jezna. In je rekla, kot da ne veš, da nimava in ti to pustiš tam. In ozračje v hiši je bilo kar napeto. In tak kmet je šel tistega večera zgodaj spat. In takoj, ko je zaspal, je šla njegova žena ven, je šla do soseda, mu je potrkala in mu povedala vse, kar se je zgodilo. Je rekla, posluši, moj neumni mož je na polju našel polno posodo srebrnikov in neumnež to posodo pusti tam. A bi šel ti na polje, posodo prinesel nazaj, pa si vsebino razdelil ven tako. Sosedu ni bilo treba dvakrat reči. Je odhitel na polje, je tam res videl robidov, je zraven robidovja lukno in tam posodo, katera je zgornja polovica je gledala ven. Je hiter izkopil ven, prijel v roke, dvignil pokrov, ampak on noter ni zagledal srebrnikov. Zagledal je posodo polno sikajočih kač, ki so se plazile ena čez drugo. Prva misel, na katero je pomislil, je rekel, ta soseda je moja sovražnica. Hotela je, da bi prišel sem segel z roko noter, kača bi me pičila in zastrupila. Posodo je hiter pokril nazaj, tako, kot jo je najdel in nesel sabo domov. Počakal je, da se je čist zmočilo, da je padla tam na noč. Zato se je pa splazil do soseda, splezil na streho in čez dimnik stresel vsebino posodo. Ko je naslednjega dne vstalo sonce, je ta revni kmet takrat prvi najdel posodo, zgodil stol in ko so sončni žarki padali čez okno na ognjišče, je na široko odprl svoje oči. Na ognjišče je zagledal polno srebrnikov. Srce je začutil hvaležnost in si je rekel,
No to je pa zdaj bogatstvo, kaj je res moje.